Uradno odpiram 13. sejo odbora za lažne novice. Svoboda dezinformacij. Svoboda dezinformacij. Kolega Kuzman, kaj imamo danes na dnevnem redu? Točka 1, tedensko poročilo, točka 2, pisma ljudstva, točka 3, program prihodnega tedna in točka 4, razno. Svoboda dezinformacij. Svoboda dezinformacij. Sekretarka Marjana, prosim, predstavite tedensko poročilo. Seveda, kolega Jazbec. Uspešno smo lansirali lažno novico, da bo v prihodnjem letu v naši republiki potekalo svetovno prvenstvo v nogometu. Ljudstvo je pomirjeno. Predlagam, da nemudoma povišamo davke. Svoboda dezinformacij. Svoboda dezinformacij. Predlog sprejet, kar zapišite v zapisnik. Točka 2, pisma ljudstva, kolega Kuzman. Ja, torej dobili smo pismo od Društva za zaščito 1. aprila. In kaj bi radi? Torej, zaradi porasta lažnih novic želijo, da se 1. april zaščiti kot edini in uradni praznik lažnih novic in potegavščin. Neumnost. Svoboda dezinformacij. Svoboda dezinformacij. Ukinjam točko pisma ljudstva. Točka 3, program prihodnega tedna. Potrebujemo sveže lažne novice. Jaz sem eno. Jaz sem eno. Sekretarka Marjana, prosim, pomirite se, no. Nisem vas videl tako navdušene, vse odkar smo omogočili ženskam volilno pravico. Dajmo reči, da bo v torek dežval. In potem bojo vsi s sabo nosili dežnike. Tako za brez veze. Tako, čist brez veze, dežnike. Odlična ideja, sekretarka Marjana. Svoboda dezinformacij. Svoboda dezinformacij. 6. točka dnevnega reda, naročnina na naš kanal je za vse državljane obvezna. Svoboda dezinformacij.